Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v začetku septembra, ki ni samo pisano obarvan, temveč ga zaznamujejo številni dogodki, med njimi prav gotovo prvi šolski dan in podobe bistriških domačij z izredno bogato vsebino. Kljub kislemu vremenu so srečanja sošolcev po daljših počitnicah svojevrstno doživetje. Podobno ali še večje pa je gotovo tudi v srednji šoli, predvsem za prveletnike. Polni pričakovanj pa so tudi organizatorji letošnjih podob, ki se jim bo pridružila še živinorejska razstava. Več o tem, kje bodo potekali posamezni dogodki, pa lahko preberete v občinskem glasilu Informator. O vsebini informativne oddaje tega tedna pa v nadaljevanju. RIC Slovenska Bistrica je na novinarski konferenci predstavil nekatere septemberske prireditve v občini. Pri Treh kraljih najvišje ležeči samooskrbni vrt v Sloveniji. Prvi šolski dan je v bistriški občini v šolske klopi sedlo 285 prvošolcev. V policijskem poročilu o krajah in grožnjah ter prometnih prekrških. V rubriki Lokalne novice o 22 podobah bistriških domačij, o prvem šolskem dnevu in nenavadnem vrtu pri Treh kraljih. RIC Slovenska Bistrica je v petek 31. avgusta gostil novinarsko konferenco, na kateri so predstavili večje septemberske prireditve. Podrobneje so predstavili 22 podobe bistriških domačij, ki bodo ta konec tedna v petek 7. in v soboto 8. septembra. Osrednje prizorišče tradicionalne kmetijsko-turistične prireditve bo tudi letos v mestu, nekaj dogajanja pa bo v njegovi okolici. Posebnost letošnjih podob bo 6. živinorejska razstava, ki jo pripravljajo le vsakih 6 let. Na petkovi razstavi pri cerkvi Svetega Jerneja bodo sodelovali rejci iz občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane, Makole in Rače Fram. Helenca Kapun, predsednica Kmetijskega društva Slovenska Bistrica, je povedala, da bodo ocenjevali krave listaste in črno-bele pasme. Za obe pasmi bodo razglasili šampionki. Na ogled bodo tudi plemenski bik, ovce, koze, konji in male živali. Najboljšim živalim v posameznih kategorijah bodo podelili zvonce. V soboto bodo dogajanje preselili na dvorišče Bistriškega gradu, kjer bodo med drugim odprli 4. rokodelski praznik. Osrednji dogodek prireditve bo okrogla miza, ki bo namenjena predstavitvi Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo širši javnosti, predvsem pa vsem rokodelkam in rokodelcem. Ljubica Zgonec-Zorko, vodja Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica, je pojasnila, da gre za pomemben dokument, s katerim želijo rokodelski centri, povezani v konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, doseči celovito zakonodajno ureditev področja rokodelstva. Na novinarski konferenci so predstavili tudi Evropski teden mobilnosti, 7. rojstni dan Miške Fride, Rožnati oktober, akcijo Očistimo Slovenijo, krimi festival Alibi, sejanj starodobnikov, projekt Enjoy Heritage in prireditve ob prazniku krajevne skupnosti Pragersko. Na Treh kraljih na nadmorski višini 1181 metrov se nahaja verjetno najvišje ležeči samooskrbni vrt v Sloveniji. Pod hotelom ga je uredil Božo Juhart Jakec, lastnik družinskega podjetja RTC Trije kralji. Kako se je pravzaprav porodila ideja za ta samooskrbni vrt? Kaj vse ste uredili in seveda posadili? Ja, kaj naj rečem, navdušil me je zagotovo sosed iz planine. Ko sem pri njem bil na pivu, mi je pokazal, kako pri njemu uspeva paradižnik, kako uspeva solata, vse drugo. Zakaj pa ne bi mi probali, pa imamo svežo, pa imamo našo domačo samooskrbno kuhinjo in seveda smo v lanskem letu probali najprej z eno visoko gredo, pa potem z drugo, pa tretjo, pa peto, pa potem napravili rastlinjak in zdaj smo že drugo leto kar lepo ubiramo te naše pridelke. In kaj vse je na voljo tukaj? Ja, veliko je, predvsem paradižnika je več kot 60 sadik, solate je več kot 100 sadik, peteršilj, zelena, korenček, vse to pač začimbe od
tistega, kar najbolj potrebujemo v kuhinji. Tako da že kar nekaj časa pravzaprav nismo iskali nobene trgovine. Vse, kar rabimo, gremo zjutraj na vrt, uberemo svežo solato, sveži paradižnik in smo super zadovoljni, da tako lepo uspeva in tako lepo raste. Potrebno je poudariti, da prav osebno vi skrbite za ta vrt. Ja, to je bila moja ideja, nagovarjal sem se ženske k temu, pa so vse rekle, ja, tu ne bo to uspevalo, to je nadmorska višina 1200 metrov, ne bo rastlo. Tako bomo videli, jaz sem ponavadi vztrajen in pa tudi termas, če treba, posadili in potem seveda vse ženske, ki so bile, tudi naše in tudi druge, ki prihajajo, najbolj zanima seveda ta vrt ženske, se kar ne morejo načuditi, kako lepo to uspeva in kako lepo to raste. Tam seveda do začetka zime skorajda, ne. Tako ste med drugim pridelali kar rekorden paradižnik. Ja, res je, najtežji paradižnik v tem vrtu je tehtal 1,47 kg. Ogromno jih je prek 1 kilogram, seveda so pa tudi kakšne druge sorte, malo manjše, 2-3 sorte. Imam paradižnika, drugo leto pa pričakujem, da bo še kar nekaj več sort, nekaj novega, pa da se tudi sam še kaj naučim. Zdaj imam več časa, ko nisem več drugače tako družbeno-politično in pa drugače aktiven, pa sem se odločil, da vrtnarim, da uživam v tem vrtu vsak dan 2 do 3 ure in narava in solata, rastlinje, začimbe ti to dobroto nekako povračajo v super zadovoljstvo. Boste torej v prihodnje še razširili ta vaš vrt? Ja, zna se zgoditi, da bo nastal še kakšen meter, nekaj še prostora. Zagotovo pa bomo eksperimentirali tudi z kakšno drugo zelenjavno vrsto, z kakšnim sadnim vrtom, drugačnimi jagodami, drugimi sortami, ki jih imamo zdaj. Zdaj morda že celo preveč vsega, se bo treba potem odločiti, kaj bo, kaj je potrebno in malo eksperimentirati, da vidiš, kaj se na 1200 metrih da vzgojiti, ker jaz pravim, da je to zagotovo edini rastlinjak, edini vrt na 1200 metrov nadmorske višine v Sloveniji, morda pa celo tudi v Evropi. V občini Slovenska Bistrica je v ponedeljek 3. septembra v šolske klopi sedlo 2400 osnovnošolcev, med njimi 286 prvošolcev. Prvi šolski dan so pričakali dobro pripravljeni. Dejavnosti za zagotovitev varnega prihoda in odhoda otrok in mladostnikov v šole, vrtce in srednjo šolo so začeli že v začetku meseca avgusta. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je skupaj s predsednikom varnostnega sosveta in podžupanom občine Slovenska Bistrica Stanislavom Mlakarjem, podžupanom Žarkom Furmanom, predsednikom Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica Ivanom Pristovnikom, predsednikom AMD Slovenska Bistrica Brankom Hojnikom, komandirjem policijske postaje Slovenska Bistrica Aleksandrom Lubejem in vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica Poljčane Makole Robertom Vrečkom na prvi šolski dan v mestu Slovenska Bistrica obhodil glavne prehode za pešce, ki vodijo do osnovnih šol in vrtcev. Po pregledu varnih šolskih poti in po pogovoru starši prvošolcev v osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in drugi osnovni šoli so ugotovili, da je preventiva v cestnem prometu v občini na zelo zadovoljivem nivoju. Za prvošolčke so šole pripravile tudi slovesen sprejem, starši pa so dobili tudi prve informacije o novem šolskem letu. RIC Slovenska Bistrica je v okviru projektnih aktivnosti Spot svetovanje Podravje pripravil 2 brezplačni usposabljanji za potencialne podjetnike, ki se pripravljajo na samostojno podjetniško pot in podjetnike začetnike, ki jim primanjkuje osnovnega podjetniškega znanja. Na prvem usposabljanju z imenom je Podjetništvo zame, ki je potekalo v sredo 5. in v četrtek 6. septembra v prostorih RIC-a, so predstavili podjetniški proces, podjetniške ideje, podjetniško podporno okolje, finančne spodbude in javne razpise ter primere iz prakse. Slušateljem je Spot svetovanje Podravje uvodoma predstavila svetovalka RIC-a Slovenska Bistrica Danica Košir. Naj na kratko vam predstavim, kaj sploh pomeni Spot oziroma kako sistem Spot deluje.
Izvaja se sistem na 4 ravneh. In sicer mogoče samo za začetek še to, da je v bistvu sistem VEM, je prejšnji sistem, se je s 1.1. preimenoval sistem SPOT, kar pomeni vse na enem mestu za podjetja in podjetnike. No in sistem SPOT je razdeljen na 4 ravni. Prva raven je v bistvu spletni portal eSpot, ker nekateri že poznate, nekateri pa morda ne. To je spletna aplikacija, preko katere lahko si bodoči podjetniki oziroma podjetnike registrirajo ali pa spreminjajo kakšne druge zadeve na svojem podjetju. Skratka, možno je preko spletne aplikacije narediti vse postopke. Potem druga raven so spot registracije, to so fizične točke, se pravi prejšnje VEM točke, kjer lahko še vedno s pomočjo referentov opravite različne postopke. Spot svetovanje je tretji nivo in to je ravno ta nivo, ki sem ga vam prej predstavila, oziroma ravno ta aktivnost, usposabljanje danes poteka preko spota svetovanje. Tukaj pa v bistvu se trudimo za vas, za podjetnike, da vas informiramo, usposabljamo, organiziramo delavnice, svetujemo, v prvi vrsti svetujemo vse v bistvu o podjetništvu. In pa najvišja raven je pa spot global, to je v bistvu, bom rekla, nekako državna raven. To raven je prevzela javna agencija Spirit Slovenija. Oni pa v bistvu izvajajo svetovanja z področja internacionalizacije in tujih investicij za podjetja. Nekaj več o podjetniških idejah je povedala svetovalka za podjetništvo in poslovanje Olga Pregl. Torej, kaj je ideja? Zdaj, vsaka ideja je neki miselni pojav, ki se odvija v miselnem procesu, lahko je preblisk, lahko se tudi pozabi. Fajn je, če je kakšna dobra, da si jo zapišemo. Zato včasih jaz podjetnikom svetujem, ali pa mogoče malim, srednjim podjetjem, včasih tudi njim svetujem, da bi imeli, kaj mi pripravim en projektni list, dobro, njim že mogoče projektni list, ker pač neki panogi delujejo, da si zapišejo kakšne take ideje, pa mogoče na pol strani, kaj je bilo, v kakšnem kontekstu se pojavilo, pa potem to odložijo v nek fascikl ali kakorkoli rečem, ne. Zato, ker iz tistega, potem, če so kakšni sestanki, pa ko so take poslovne, bom rekla, taki dogovori ali pa poslovni dogodki, se z tistega lahko črpa za kakšne projekte ali pa za nove ideje. Torej, ni vsaka ideja, ko se vam utrne, slaba. Fajn je, če si jo nekam beležite. Lahko imate danes že na tem telefonu pametnem beležko, pa imate en fajl ali pa tisto datoteko ideje, pa si not pišete, ne vem, čevlji, ki se zamenjuje peta, ne vem, stol, ki ima, ne vem, spodaj, da bliska, če je prost ali ne, v gostilni, to so zadnjič neke punce razvile, ali pa kakšne take stvari. V glavnem, da si to zabeležite in včasih mogoče se boste vrnili tja, pa boste našli kaj uporabnega. Torej, ideje se lahko pojavijo v posameznem dogodku. Seveda, če ste povabljeni na neko tako predavanje ali pa bi rekla svetovanje, včasih greste skozi neke procese in takrat se vam tudi lahko utrne kakšna ideja. Ali pa je nekdo drug kaj rekel, pa mogoče je vam zanimivo, ne? Tako da tudi tam se lahko dobite ideje. Rodijo se, ko jih iščemo, torej, kadar imamo take brainstorminge, motiviramo, spodbujamo, ne, takrat. To včasih delamo z otroki, že z osnovnošolskimi, srednješolskimi pa študenti. Pravijo pa nekako, da 70% teh idej izhaja iz vsakodnevnih problemov. Zato, ko naletite na nek problem, pa vam ni fajn, je lahko to tudi ideja. Ne vem še, če je podjetniška priložnost, ampak lahko je že ideja. 30 jih izhaja iz lastnih pobud, torej iz nadarjenosti človeka, pač v katerem sektorju delujete oziroma kakšna znanja imate. Pri tem je zelo pomembno ustvarjalno mišljenje, rečemo. To običajno malo vodimo. To pomeni, da je fajn, da imate sposobnost analiziranja, torej, ko pride do ideje, da malo o njej razmišljate, pa vseh zornih kotov pogledate,
sintetiziranja, da to združite, kaj je uporabno, kaj ne, vrednotenja, da malo vidite, je smiselno, ni smiselno, bi lahko to bilo. Kadar pa pride do skupinskega obdelovanja dobre ideje, je pa lahko tudi to inovacija. Tako da inovacija ni nujno, da je v bistvu vsaka koristna novost, ki je v bistvu potem tudi uporabna. Drugo usposabljanje z nazivom Kaj moram vedeti kot podjetnik pa bo prihodnji teden, v torek 11. in v sredo 12. septembra, prav tako v prostorih RIC-a Slovenska Bistrica. Policisti slovensko-bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 15 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, 2 poškodovanji tuje stvari, 1 zatajitev, 2 grožnji, 1 zalezovanje, telesna poškodba, goljufija in nasilje v družini. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je ukradel kolo, škode je za 200 evrov. Nekdo pa je ukradel tudi avtomobilske ključe. Neznani storilec je poškodoval parkiran osebni avtomobil, lastnica je oškodovana za 400 evrov. Za 990 evrov škode je povzročil prav tako neznani storilec, ko je lastnikov ukradel mobilni telefon. Črešnjevec. Nekdo je iz delovnega stroja ukradel gorivo, škode je za 550 evrov. Pragersko. Znanec je občanov grozil z napadom na življenje, pri tem pa ga lahko telesno poškodoval. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 15 prometnih nesreč, izdali 47 plačilnih nalogov, podali 1 obdolžilni predlog in začasno odzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti posredovali 11-krat. Obravnavali so še 1 požar, 2 prekrška z področja prepovedanih drog in 1 kršitev po zakonu o zaščiti nevarnih živali. Spoštovani, iztekla se je 1. septembrska informativna oddaja Studia Bistrica. Še vedno pa bodite pozorni na cesti, saj se je začelo novo šolsko leto, z njim pa tudi več mladih udeležencev v prometu. Pa srečno do prihodnjič!